Mestni občini Novo mesto in Krško ter Brežiška in Sevniška občina, ki sodelujejo, želijo v mestnih okoljih zagotoviti ustrezno dostopnost in vključevanje v družbene dejavnosti vsem. Je pa poudarek na osebah z oviranostmi, iz družbe pogosto izključenih. Nekaj se jih je zbralo tudi na tokratnem posvetu. V Novem mestu se mi zdi, da v zadnjih letih so se stvari, ki se obnavljajo, ki so novejše, da so prilagojene in pač za naše potrebe. In smo tudi s predlogi, ki smo jih včasih pač dali na mestno občino, smo bili tudi uslišani. Včasih imajo občine več, včasih manj posluha za nas, meni Janez Keremc. Zato sem pa danes hotel opozoriti, ker so bili tukaj nekateri predstavniki občin, da če gredo v izvedbo teh oznak, talnih oznak za slepih, da se lahko samostojno gibljajo v samem kraju, potem naj se to naredi tako, kakor je potrebno, čeprav je malo dražje. Večletni projekt, ki ga želijo razširiti na vse občine, izvaja Geodetski inštitut Slovenije. Gremo po istem pločniku skozi isto križišče in da mora biti pravzaprav za vse skupine invalidov prilagojen ta prostor. Prav tako javni prevoz in pa seveda vstop in pa dostopnost javnih zgradb, na primer občinskih sodišč. A ne le fizično dostopnost do stavb, ranljivim skupinam moramo zagotoviti tudi spletno dostopnost. V imenu podizvajalca projekta poudarja Maša Malovrh. V okviru tega obstaja tudi zakon, ki zavezuje med drugim tudi občine za to, da morajo biti njihove spletišča prilagojena, vendar v praksi to še ni tam, kjer bi moralo biti. Zato tudi iz tega stališča vključujemo v projekt dostopnost raznih digitalnih vsebin. Nekatere sodelujoče občine so že pripravile rešitve in poskrbele za dostopnost mestnega prostora ter s tem izboljšale mobilnost tudi gibalno oviranih, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter starejših. Načeloma pa načrt projekta je, da se razvija v nekaj večjega, kjer bi se omogočala dostopnost vseh življenjskih prostorov človeka, torej od domačega okolja v doma, v smislu tudi možnosti rehabilitacije v tem domačem okolju, z povezavo z mobilnostjo. V projekt želijo sicer vključiti tudi druge ciljne skupine, poudarja Malovrhova.